suverenosti 32 let in 10 mesecev po referendumu, ne vem koliko dni po tistem dogodku 27.6.1991, življenje in zgodbo Roberta Finka predajamo vam. Hvala, Robi, za to, ni enostavno, ni mu lahko, oziroma zelo ti je lahko, ker to je zdaj taka lepa priložnost, da lepa možnost, ampak hvaležni smo, da nam Robert Fink zaupa našemu muzeju in da bomo danes odprli razstavo, ki bo predstavljala tisto, kar je za nas najpomembnejše. To se pravi, da smo tista ustanova, kjer se na primeren način srečujeta preteklost, sedanjost, zato da bomo boljši v prihodnosti. In to je najpomembnejše. Da pa ne začnemo z velikimi besedami, imam veliko čast in veselje, da na oder povabim Mojco Zlobko-Weigl, redno profesorico na Akademiji za glasbo, harfistko, ki je tudi Robijeva sestrična in izhaja iz Čateža ob Savi. Tako da lepo prosim, volite. Naj takoj povem, da je ona tudi naša gostja na predsilvestrskem koncertu. Tako sem jaz tudi izvedela, da sta bratranec in sestrična, oziroma enkrat mi je to Robi tako lepo povedal. Jaz osebno pa se mi zdi, da v naši dvorani harfa zveni odlično in se zelo veselim tudi 30.12. Ampak danes je dan, ko predstavljamo življenje in usodo našega Roberta Finka, Robija. Jaz mislim, da tukaj ni nobenega, ki ga ne bi poznal,
zato imam tudi jaz težavo, ker ga kličem Robert in Robi, kar ni najbolje, ampak zato, ker verjamem, da tako kot vi vsi, ga imate za prijatelja, ga imate za osebo, brez katerega Brežice ne bi bili takšne, kot so. In skupaj z njim smo lahko uresničili to razstavo, ki vas čaka v drugem nadstropju, in skupaj z njim smo lahko soustvarili današnji dogodek. Ustvarjanje razstave z naslovom Naj ne bo nikoli pozabljeno, Robert Fink, veteran vojne za Slovenijo, je bilo zame nekaj posebnega, predvsem zaradi živega in srčnega sodelovanja z Robertom Finkom. Njegovo zgodbo o času nastajanja države in vojne za Slovenijo v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja smo v muzeju želeli širše predstaviti. Od danes naprej, z odprtjem te razstave, jo bomo pripovedovali sami in skupaj z Robertom za sedanje in prihodnje generacije ter spomin na pretekle. Razstava je stalna dopolnitev stalne postavitve pod 9 zastavami Posavje 1900-1990 in v prvem delu nadaljuje s časovnim okvirjem dogajanja v času nastajanja nove države Republike Slovenije in njenimi prvimi izzivi in cilji, zastavljenimi kmalu po mednarodnem priznanju. Časovni trak tako zaobjema čas od uradne razglasitve rezultatov plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije 26. decembra 1990 do leta 2010, ko Slovenija postane polnopravna članica Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Drugi del, obsežnejši in hkrati osrednji, pa je namenjen zgodbi Roberta Finka. Na ponoju predstavljena njegova življenjska zgodba s poudarkom na dogajanju in njegovem doživljanju časa okoli vojne za Slovenijo. Na ogled sta dve vitrini. Prvi so predmeti, ki jih je mladi 27-letni Robert Fink nosil usodnega dne 27. junija 1991 v boju v vasi Ligonce, ko je bil hudo ranjen. Te predmete je Robert že leta 1991 podaril in zaupal Posavskemu muzeju Brežice. V drugi vitrini pa se nahajajo najpomembnejša originalna oblikovanja, ki jih je bil Robert Fink deležen skozi celo svoje življenje. Trenutno so na ogled izvirniki, ki jih bomo kratkem zamenjali s kopijami, izvirnike pa vrnili v njegov dom. Zgodba Roberta in njegove družine je skozi desetletje prepletena z gradom in ljudmi, povezanimi z muzejem, od Robertovega rojstva in zgodnjega otroštva naprej, ko je mlada družina živela na gradu. Šolanje je opravil v Brežicah, celo življenje pa je predan športu. Novembra 1990 je kot mlad rezervni poročnik postal namestnik poveljnika novo ustanovljene intervencijske enote teritorialne uprave Brežice. Pred 10-dnevno vojno je soborci veliko časa preživel na usposabljanjih. Robert pravi, da je bil to zelo zahteven čas poln tesnobe. 26. junija 1991 so po Sloveniji ob razglasitvi samostojne in neodvisne države Republike Slovenije potekala praznovanja. Tudi v Brežicah. Hkrati pa je ta dogodek poln veselja in optimizma se je že prepletal z grozečo vojno. Intervencijska enota je bila v pripravljenosti. Naslednji dan, 27. junija, je Finkova skupina dobila ukaz, da mora kolono oklepnikov Jugoslovanske armade, ki se pomika iz Zaprešiča proti Rigovcem, zaustaviti za vsako ceno. Cena je bila visoka. Jernej Molan je umrl, Robert Fink pa je bil v boju pod uradnjem. Po 3-mesečnem okrevanju, ki je bilo to prehitro, se je takoj aktiviral teritorialno obrambo. Po vojni leta 1993 se je zaposlil v slovenski vojski. Robert Fink je prejemnik številnih visokih odlikovanj. Najvišji odlikovani sta častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije ter medalja za ranjence z obrazložitvijo za hrabrost v boju, za ohranitev suverenosti in samostojnosti Republike Slovenije, kjer je tvegal svoje življenje in bil pri tem ranjen. Robert Fink je letos na predlog Posavskega muzeja Brežice tudi ponosni prejemnik oktobrske nagrade občine Brežice, katero bo prejel v petek 27. oktobra 2023 na predvečer občinskega praznika v tej lepi dvorani.
Na koncu se zahvaljujem vsem, ki ste dali svoje prispevek kot odprte predstave. Zahvala gre najprej moji direktorici Alenki Černelič-Krošelj za vso podporo in zaupanje te lepe naloge v moje roke. Hvala tudi vsem, ki so tehnično sodelovali pri izvedbi projekta. Oblikovalki Poloni Zupančič, tiskarni Gofar, prevajalki Matej Žuraj, lektorici magistri Matej Jankovič-Čurič ter sodelavcem konzervatorsko-restauratorske delavnice. To so Nives, Ana in Rok. Zahvala pa gre tudi mojim drugim sodelavcem, ki vedno priskočijo na pomoč. Stanka, Maruša, Andreja, Natalija in Boštjan. Največja zahvala gre pa Robertu Finku. Hvala Robi za sodelovanje, za odprtost, za ogromno dobre volje, za navdušenje in predvsem za zaupanje. Hvala. Dragi Robi, prosim, čakamo še tvoje besede. Lepo vas pozdravljam in sem vesel, da ste danes tukaj. Zadovoljen sem, da se danes ta razstava odvija v Brežiškem gradu, kjer sem preživel svoje otroštvo, zgodnje in tudi kasneje. V letu 90 in 91 smo se Slovenci in Slovenke odločili, da gremo svojo pot. Takrat nismo vedeli, da bo pot tako zahtevno, da bo treba prijeti za orožje in se boriti za novo nastalo državo. Bil sem pripadnik intervencijske enote Brežice, ki se je spopadla z mnogo močnejšim nasprotnikom Jugoslovanske armade. Borci intervencijske enote so se spopadli v vasi Rigovce z neprimernim orožjem za protioklepni boj. V tem boju je padel moj prijatelj in soborec Jernej Bulan, sam sem bil pa hudo ranjen. Srečo sem imel in hvaležen sem, da sem bil mlad, zdrav, aktiven športnik, da sem preživel zahvaljujoč takratnemu osebju bolnišnice Brežice. Danes sem ponosen, da sem sodeloval v zgodovinskih dogodkih, kjer smo Slovenci pokazali svoj pogum, odločnost in enotnost. Ohranili smo svojo samostojnost, državo Republiko. Obranili smo svojo samostojnost, državo Republiko Slovenijo. Naši predniki so sanjali, na moji generaciji je to uspelo. Danes je Slovenija zanimivo sveta, zato ne smemo pozabiti na leto 1991. In na dogodke in na ljudi, ki so prispevali svoj pogum, znanje in svoje življenje. In naj ne bo nikoli pozabljeno. Zahvaljujem se v prvi vrsti moji mami, ki je leta 1991 delala v bolnišnici Brežice in delala mama v tistih kritičnih trenutkah. Hvala vam. Mojemu očetu Jožetu, ki je kot takrat kot višji
dobršen vir informacij in ki smo se večkrat tudi videvali v samih poklicih. In na dan 27.6. zgodnih jutranjih urah je prišel pred osnovno šolo, kjer smo bili enotno stacionirani in me samo rekel, oba počlo bo, čuvaj se. Moji družini, partnerki mojci in seveda mojim trem večeram, Piji, Lari in Ani, rad vas imam, seveda tudi sorodnikov, tudi teti Mirki, pri kateri sem na morju ogreval in moram povedati, da sem tam tudi po tisti poškodbi tudi prvi splaval in začel tudi teči. Vse moji prijatelji, ki so me podpirali, bolnici Brežice, seveda tudi zdravnikom, še posebej dr. Blaževiču, Cicvariču in seveda dr. Sakoču. In seveda vsem osebju, ki je takrat kakorkoli bilo stiku oziroma je skrbelo. Hvala vam še enkrat, da ste mi rešili življenje. Tukaj ne smem pozabiti na našega veterana in pripadnika Škofje Dušana, ki je takrat me peljal v bolnico Brežice, naj poudarim, da takrat so le ceste blokirane, v zraku je bilo polno aviacije. Zbirala sva nekaj najkrajše poti, sicer jaz se niti posebej, kar se poti tiče, niti ne spominjam. Vem pa, da me je skozi podril in če sem utihnil, je on začel kričati, Robi, ajde, pogovarjaj se z mano. Tako da sva nekako prišla do bolnišnice in še zmeraj sem prišel do bolnišnice pri zavesti in zato smo tudi hvaležni. Seveda tudi Tomažu Terovšiču, ki sem mu takrat predal predmete in sva tudi večkrat se pogovarjala o takih in drugačnih zadevah, oziroma povedzamo o vojni. V nadaljevanju pa soborce. Prosim, če vstanete, soborci moji, prosim, če vstanete, da vas ljudje vidijo. To so fantje, ki so takrat tvegali življenja za našo državo. Bilo mi je čas se boriti z vami. In še nekaj o sami enoti. Enota je nastala v letih 90. To je bila novo ustanovljena intervencijska enota teritorialne obrambe Brežice, katero je vodil stotnik Anton Marat, sam sem bil pa njegov namestnik. Enota, kot že povedano, je sodelovala v bojih v Rigoncah. Pred tem, se pravi, pred samimi boji je pa tudi varovala štab, varovala enota, ki so se oboroževale in se pripravljala na samo vojno. O vojni je bilo že, oziroma v samem spopadu je že bilo veliko povedanega. Nekaj bi pa rad povedal o tem, kar je mogoče manj znanega, ne? In na nek način mogoče nas to neka naša zadeva, ki smo imeli kot strogo zaupno, takrat na nek način povezuje. Govoril bom o Lipi. To je drevo življenje in si
simbol slovenstva. Že naši predniki so se zbirali pod lipo, se pogovarjali, družili, odločali, pravdali in tako dalje. Lipa kot taka ima velik simbolni pomen tudi za nas, kajti naša enota se je zbirala oziroma je bila poklicana na signal lipa. Tako da smo na nek način s tem tudi v drugim povezani. Še enkrat hvala vam soborci in na koncu bi se pravi še zahvaljujem se tudi veteranom, Antonu Spančiču, Darko Dolču in vsem veteranom in seveda tudi vsem prisotnim, ki so bili kakorkoli povezani takrat v samem osamosvojitvenem boju. Na koncu pa Alenki in Miši, ki sta omogočili razstavo in ta lep dogodek danes. Moji sestrični, mojci in seveda tudi moji potomci Tomažu. Mojca oziroma Miša, Alenka, Mojca, prosim. Še enkrat hvala vsem, ki ste se udeležili danes v tem dogodku in seveda vas vabim tudi na samo razstavo, ki bo stroti piše. Hvala. In to, kar je rekel Robi, ne bo nikoli pozabljeno, je vedno aktualno, ne da, ker žal se nikakor ne učimo iz vsega tega, kar tisti pred nami prestanejo, ampak ne bomo pa obupali, se mi zdi pa, da je prav, ne, da ne obupamo, da rečemo, ja, prav je, pripovedujemo te zgodbe, tudi če niso lepe, niso tako filmične, niso fotogenične, ne, boste videli predmete, to pač niso v večini tiste v eni vitrini predmeti, ki bi jih čudovali za lepote, je pa pomembno, da jih dobro poznamo, zato ker pripovedujejo pomembne zgodbe. Seveda pa našega dela ne bi bilo, če ne bi imeli podpore tudi ustanovitelja, da z Robijo so oba ugotovila, da so pozabila pozdraviti župana Ivana Molana, se opravičujeva, ampak on nama ne bo zameril, ker je navajen, da včasih kaj pozabimo. In je v bistvu tudi že tako domač v muzeju, da ga imamo včasih za našega sodelavca, ne gospod župan. Je tako, da. In ta teden bo itak vsak dan tukaj, tako da ga vabim, da tudi uradno odprem razstavo. Skupaj se bomo potem tudi midva še zahvalila. Prosim, gospod župan Ivan Molan. Cenjeni Robi, spoštovani vsi prisotni. Bilo je nekako že rečeno, da je danes poseben dan za Robita. Prepričan sem pa, da je danes pomemben dan za občino Brežice, pa lahko rečem tudi za Slovenijo. Tudi to, da je danes tako polna dvorana v odprtju razstave, je res en dokaz, da gre za eno veliko dejanje. Konc koncem se ne spomnim, da bi bilo kdaj katera razstava tako obiskana, kot je nocojšnji večer. In to seveda se kaže, da v Brežicah cenimo dogodke, ki so se dogajali pred leta 91. Danes velikokrat, ko hodimo okoli, srečujemo že veliko generacij, ki ni doživelo te vojne.
Veliko pa tistih mlajših in včasih imamo občutek, da vsi skupaj pozabljamo, da je ta naša Slovenija bila izbojevana tudi za ceno življenj, za ceno ljudi, ki so bili ranjeni, za njegove soborce, ki so res v tistim času odigrali pomembno vlogo. In občina Brežice je na takšnem geostrateškem mestu, kjer so se praktično odvijali že v zgodovini pomembni dogodki. Vemo pa, da so se pri nas začeli že pred samostojno vojno, že takrat, ko je bil miting resnice bil preprečen tu pri nas, pa potem med vojno in še kasneje. In tudi danes se dogajajo pri nas še vedno stvari, ki jih marsikrat ne razumemo, tudi leta 2015, ko so begunci podobne stvari. In vse to kaže, da smo res na enem izjemno občutljivem mestu. Pomembno pa je, da se tega zavedamo, da se tega spominjamo, kajti dejansko danes v svetu vidimo, kaj vse se dogaja, koliko vojn se dogaja in marsikdo si je mislil, da več to se ne more ponoviti. Žal je svet danes izjemno zahteven, nepredvidljiv in pomembno je, da se spominjamo norosti, ki je bila takrat in da seveda tudi na tak način opozarjamo naše rodove, da kako smo prišli do tega in da znamo ceniti samostojnost, kajti ta država nam ni bila podarjena in prepričan sem, da je bila odločitev prava. Veliko smo dosegli, verjamem, da bi lahko mogoče še marsikaj, vendar definitivno moramo biti ponosni na to državo, ponosni na ljudi, kot je Robi, kot so soborci, kot ste veterani, kot smo vsi. Zato, Robi, hvala ti, moram reči, da sem vesel, da tudi občinski svet je letos sprejel odločitev, da boš v petek sprejel tudi občinsko nagrado občine Brežice in poleg vseh priznanj bo v prihodnosti lahko še tudi ta listina zraven, kar pomeni seveda, da tudi v občini Brežice res cenimo in tudi občinski ceni tvoje dejanje. Nocoj pa seveda vsem želim lep večer, želim vam prijetno ogledovanje razstave in ne pozabimo na dogodke in ljudi, ki so nam zagotovili samostojnost in lepše življenje v samostojni državi. S tem naj bo tudi odprta današnja razstava. Lep večer želim. Najlepša hvala.